Jaz bi v bistvu najprej ta trenutek izkoristil, da bi se res zahvalil celotni ekipi, katera je delala noč in dan zadnjih 6 mesecev na, bom rekel, tako v Dubaju, kakor tudi na sedežu Spirita. Expo v bistvu že sam po sebi govori o samih presežkih, tako število delegacij, tako samih dogodkih, tako število, se pravi, samih obiskovalcev. Konec koncev, kot je bilo tudi danes že večkrat rečeno, je v bistvu to največja predstavitev slovenskega gospodarstva v času 30 let Republike Slovenije. Se pravi, sam paviljon, ki bo ostal v Dubaju, bo bil nekako središče slovenskega gospodarstva. Od tu bodo lahko naša slovenska podjetja in obrtniki pletli vezi, se pravi Bližnji vzhod, Azijo in tudi Afriko. To so vse perspektivni trgi, katere mora Spirit in slovensko gospodarstvo še bolj povzeti, se pravi, moramo biti še bolj aktivni. In jaz verjamem, da bomo tako uspešno zgodbo peljali tudi leta 2025 po Osaki z ekipo, ki je res dokazala, da Slovenija, kljub temu, da je manjša država kot ostali, imamo ogromno inovativnih in dobrih in razvojno usmerjenih podjetij in podjetnikov. Tako da čestitke še enkrat celotni ekipi in vsem. Izpeljali smo največjo organizirano poslovno predstavitev Slovenije v tujini v 30-letni zgodovini. V Dubaju smo podali jasno sporočilo, da smo zelena država, imamo močan inovacijski potencial, smo navezani na naravo in tudi zato trajnostni. In ne nazadnje, da smo država z visokim znanjem na področjih, ki danes štejejo največ, denimo umetna inteligenca in digitalizacija. V 6 mesecih smo na slovenskem paviljonu gostili skoraj 1 milijon obiskovalcev, preko 200 dogodkov in pa skoraj 600 slovenskih podjetij, ki so se predstavljali preko poslovnih paketov oziroma poslovnih delegacij, teh pa je bilo natančneje 34. S tem smo presegli naše pričakovanje in lahko rečem, da je Slovenija s svojo predstavitvijo na tem projektu več kot zadovoljna. Zagotovo nam to ne bi uspelo brez neke izjemne ekipe, ki je bila na eni strani na agenciji Spirit Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na drugi strani pa na samem paviljonu v Dubaju, saj smo dokazali, da znamo in zmoremo, zato si želim, da bi država v tem trenutku začela razmišljati dolgoročno in da bi to postal neke vrste strateški razvojni model tudi za naprej in da bi se v bistvu to znanje, ki se na takšnih dogodkih, na takšnih projektih pridobi, aktivno pa pravilno uporabi tudi dalje. Torej, Slovenija se je na Expo 2020 odpravila v zelo negotovih okoliščinah. V svet pravzaprav je bil v negotovih okoliščinah. Nismo vedeli, ali bodo organizatorji uspeli zagotoviti varne okoliščine za izvedbo tako velikega dogodka, ali se bodo slovenski gostje odzvali na naša povabila in danes, 6 mesecev kasneje, lahko govorimo o Expu kot o dogodku presežkov. Slovenija je presegla vse merljive cilje, dosegla pa je nekaj tistih ciljev, ki se jih ne da meriti, so pa v resnici neprecenljivi. Dokazali smo, da smo najboljši, ko sodelujemo, dokazali smo, da ni nemogočih ciljev in povezali smo slovensko skupnost, ki cilja na Združene arabske emirate in ki v tej deželi živi.